Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem teta Pehta. Za vsako bolezen rožca rase, je rekla teta Pehta. Želim vam pokazati in mogoče tudi mečkan vas spodbuditi, da ta vikend naberete zelišča in jih namočite. Lansko leto sem že snemala video o ormanu in o lakoti in v glavnem zdaj vse v rokah držim zaradi tega, da vam vse pokažem. To je recept iz knjige Ko ima življenje žur na strani 155. Pripravite si olje iz ormana in lakote v primeru, da imate flekasto kožo, da imate težave z porjavitvijo, da imate pigmentne madeže, da imate starostne pege, da imate karkoli je problem s kožo, pripravite tak zvarek. In jaz sem si svojega že pripravila, zdaj sem pa šla nabrati lakoto. In zdaj kako veste, katera je lakota? Med travo, pač v travi noter take rumene oziroma rumene bele, tukaj na Gorenjskem imamo bele, drugače pa raste tudi rumena lakota, obe sta enako zdravilni. V glavnem tako, kar ena taka, po gorenjsku bom povedala, štrena raste vmes. In značilno za lakoto je, da ima cvetko točno samo 4 listke ima. Bom približala, zdaj ne vem, če se bo toliko videlo, ampak tisto, ki raste tako kot neka štrena, to je lakota. Jo boste sigurno prepoznali, je pa značilno, da ima tukaj venčne listke, potem ima pa cvetke naprej, vidite. Tako da, ampak raste dejansko, jaz sem kar cel šop odstrigla stran in to skupaj raste takole, to ni posamezna rožica. No, tukaj je pa orman. Orman pa po moje vsi poznate, tako da tega pa res ni težko prepoznati. Raste vsaka cvetka na svojem steblu, tako da, glejte, takole recimo tukaj v bistvu je ena vejica, ki sem jo odstrigla, takole raste, takele cvetke ima. V glavnem, naučite se prepoznavati ključna zelišča in prav lakota in orman sta ključna za lepo kožo. Zdaj lahko bi seveda noter narezala tudi olupke tegale orehov, ampak v glavnem jaz imam svoj zvarek že pripravljen. Poglejte, lakota, orman, mislim, da sem noter dala 2 litra olivnega olja in zdaj imam že par dni postavljeno to na sonce, tako da tole zdaj 3 tedne se bo cmarlo na soncu, potem predsedim in si bom sigurno letos še eno tako porcijo pripravila, zato ker imam potem jaz to olje pripravljeno in za kopeli, za suho kožo, za recimo trde pete na nogah. Opazila sem pri strankah za luskavico izredno, ker se zmehča koža, za zdravljenje kože, ker na koncu koncev silicij, ki je ključen za zdravljenje kože, se nahaja noter v ormanu. In orman dejansko, to je metla za naše notranje organe, nič ne bi bilo narobe, če bi tako kombinacijo, v bistvu ta zvarek, kakšno žličko popili, tudi lahko zjutraj na tešče, ker dejstvo je, da te grenčine, ki so noter v ormanu, pomagajo pri čiščenju jeter. No, tako da to je moj zaklad zdravja za lepo kožo. Zakaj jaz to uporabljam na dnevni bazi? Za odstranjevanje ličil. Pač za odstranjevanje ličil uporabljam dejansko milo, čisto eno preprosto zadevo, in kar je pa make-upa, pa dam na vatko majčkeno tega oljčka in si dejansko dol odstranim pač make-up. Tako da gre dejansko vse stran. Olje je najboljša zadeva za čiščenje kože, potem seveda še sperem, ampak predvsem to, da hkrati mi nahrani kožo. No, to je orman. Zdaj imam pa še en drug zvarek, ki vam pa sigurno spet priporočam, pejte nabrati, kolikor časa je še, in sicer regratove cvetove. Moj zvarek je zdaj že pripravljen, to je regratovi cvetovi namočeni v konjak. To sem za en teden postavila na sonce. Recept dobite v knjigi Ko imajo čakre žur na strani 260. In sicer liter konjaka, ne morete dati šnopca, zato ker to ni isto, 2 velike pesti regratovih cvetov, v glavnem to date pač skupaj po parih dneh, ko to pokrite
pustite na soncu, neha vred, potem pustite še par dni in v glavnem, ko precedite, dodate 2 do 3 žlice medu. Najboljši sicer kostanjev med, ker kostanjev med deluje tudi na živce in je to odličen zeliščni konjak za čiščenje jeter. No, in ta recept je prispevala gospa Lenka Brudar in sicer posredovala ga mi je pa gospa Jožica Okrogelnik, to je pa gospa s Koroške, ki je priznana zeliščarca in vam povem, da čeprav tole je konjak, vam povem, da ni noben okus po konjaku, to je res odlična zadeva. V dopoldanskem času se popije 1 jušna žlica. Zdaj, glede na to, da je to dobro, ne celega naenkrat popiti. No, tako da to je zdaj naslednja zadeva, kar lahko pripravite. Še majčkeno pa bo cvetela šentjanževka. Tudi šentjanževka je odlična za sončenje, za po sončenju. In sploh, če pripravite prav to z orehi, jaz bom letos poskusila, da bom šentjanževko in zelene orehe skupaj namočila, ker vemo, da orehovo olje je odlično za porjavitev. Šentjanževka pa ravno tako, ker vsebuje to rdečo prano, energijo, pa deluje tako za zdravljenje opeklin, kot tudi za lepo porjavelo kožo. Recimo, prav za šentjanževko je značilno, da deluje tudi na živce in lahko tako olje pijete po žličkah, če imate težave z živci, predvsem pa lahko pijete čaj iz šentjanževke, da se boste lažje pomirili. Te nasvete sem zapisala v knjigi, Ko ima življenje žur, tukaj noter na straneh 154, 150. V glavnem, pripravite si te zadeve, ker pač narava je zaklad. Narava nam daje preživetje, samo majčkeno smo postali odtujeni od teh znanj, s katerimi so pač naši predniki preživeli tisočletja. Res vam priporočam, osnovna zelišča, ne nazadnje trpotec. Trpotec vemo, da vsebuje ogromno silicija, deluje proti vnetjem. Tisti, ki imate težave z vnetimi sklepi, si lahko pripravite čaj in se potem kopate noter v takem čaju. Tudi če imate težave z celulitom, tudi v tem primeru je trpotec odličen. In zanimivo, zadnjič moram še raziskati, ampak pri meditaciji sem dobila odgovor, da vse, kar je oteklega, to zdaj moram prebrati, kje to piše, ampak če so otekline, da naberemo trpotec, ga potolčemo, dejansko, da dobimo sok iz njega ven, ga zmešamo z aloe vero in damo na otekle dele. Tako da pač od nekje prišla ta informacija, nisem preverila, ampak po logiki se mi zdi, da bi pa to znalo delovati. Ker trpotec sam po sebi zaustavlja krvavitve, deluje proti vnetjem, če dodamo še aloe vero in da ga še potolčemo, dejansko iz njega dobimo maksimalno moč tega zelišča, ki so mu nekoč rekli tudi obpotec, ker raste ob poteh, dobesedno na pragu. Kaj je še pomembno, zdaj, če jaz gledam, kaj lahko še pripravite za vaše dobro počutje, olje iz armana, no tako lahko samo olje iz armana, liter olivnega olja, narežete 100 gramov zdravilnih cvetov armana in potem to kozico date na kozica ali posoda naj se dobro zapre, zavije v čisto krpo ter se potopi v hladno vodo, kjer naj stoji nekaj časa. Po tej pripravi naj se olje z armanovimi cvetovi kuha na majhnem ognju 3 ure. Dejansko olje kuhamo in ko se posoda z oljem ohladi, se tekočina precedi skozi čisto gazo. Olje se prelije v manjše kozarčke, ki tesnijo in potem se to uporablja za shranjujemo v hladnem in temnem prostoru in sicer za lajšanje želodčnih težav. Gastritis, rana na želodcu, 12-terniku, v glavnem se prav ta uporaba kuhanega olja iz armanov priporoča. Ravno tako je to nasvet iz zdravilne knjige iz Srbije, zeliščarica Seka. Ravno tako kot to olje iz armana, pa lakote za vse
težave s kožo. Tako da mogoče, lejte, če imate notranje težave, si skuhajte olje iz rmana, ker vemo, da te grenčine se bolje topijo v olju, in če imate težave s kožo na zunaj, si pripravite zvarek, kjer v bistvu olje prekuha sonce. Tako da v glavnem to je tak nasvet in pojdite zdajle po regratove cvetove, no to sem vam hotela povedati, na Jezerskem še vedno cveti regrat, še vedno dobite regratove cvetove in tako da mislim, da je zdajle ta zadnji vikend, ko lahko to naberete, recimo tudi Soriška planina, sigurno je tam zdajle cvetoče polje regratovih cvetov, pač tam okrog 1500 metrov recimo, da tam dobite regratove cvetove cveteti. In pripravite si svoje zelišča, kar sami naredite, dodate tudi svojo energijo zraven in res, narava je zakladnica. Samo pobrati moramo iz narave to, kar je dobro za naše zdravje. Še ena stvar taka, ki je primerna ta trenutek, ko se še ne barvajo borovničeve borovnice, letos bojo borovnice, naberite borovničeve liste in jih posušite za vse tiste, ki imate težave s sladkorno boleznijo oziroma ki imate kar naprej željo po sladkorju. Borovničevi listi vsebujejo snovi, ki zavirajo izločanje inzulina, ampak potrebno jih je nabirati, preden se barvajo jagode. In to pomeni, da imate še čas in jih 14 dni mogoče, potem se bojo pa začele barvati jagode in dejansko vsa energija iz listov gre v plod. Tako da v glavnem to je pa zdaj en tak nasvet za vse tiste, ki vas neprestano preganja želja po sladkorju. Še en tak nasvet, danes me je ena gospa klicala in je rekla, da ima velike težave z zdravjem, da oteka njeno telo in da ima velike težave s tem, da se ji delajo zabuhli podočnjaki s pikicami. In to je pa alergija na gluten. Tako da v tem primeru vse, kar je umetnih barvil, umetnih ojačevalcev okusov in glutena, je treba dati stran. Spet, kjer najdete nasvete za nas laične ljudi, ko ima življenje žur. Tukaj noter imate seznam vseh možnih skritih, kje se skriva gluten, recimo tudi kečap, vse marinade, majoneze, masa za polpete, pripravljeni izdelki, panirani izdelki, vse juhe, klobase, vse, kar je že zapakirano, povsod se skriva gluten. Tudi v pršutu, ki je že zapakiran, se skriva gluten. Dejansko povsod, poglejte, vodka, vegi burgerji, sirupi, sojin sok, radlerji, povsod se, glejte, smetana brez mleka, praženi oreščki, povsod se skriva gluten, tako da za vse tiste, ki zateka vaše telo, dajte gluten stran. In da se prepričate, kje je gluten, glejte, to imate na strani 125, skriti gluten, kje se lahko skriva, dajte preveriti in boste videli, ko boste ukinili gluten iz svoje prehrane, vaše telo bo nehalo zatekati. No, to je zdaj prva zadeva. Pri zatekanju telesa pa potem pomembno, da spodbudimo delovanje ledvic in ledvica bomo pa spodbudili z vsem, kar je vijolično, zato v svoje obroke dajte vključiti tudi borovnice, maline, mogoče kakšen smuti naredite, zdajle so že sibirske borovnice, se jih že da dobiti, mogoče na tržnici, ali pa mogoče ideja, da jo sami posadite, kmalu bojo domače borovnice, no tako da v glavnem te ameriške. To vijolično sadje je sigurno za spodbuditi naše ledvice in zeleni smutiji oziroma sok iz zelenih delov rastlin. Zelena, peteršilj, in če tega nimate, lahko naberete brez problema regrat in tudi trpotec, majhen vode date, zmiksate, precedite in ta sok popijete, ker v bistvu ta zelena barvila so direktno za spodbujati čiščenje naše limfe.
in potem se stanje začne urejati, se pravi, nehajmo telo zastrupljati in po drugi strani dajmo majčkeno podpreti svoje telo z zdravimi zelišči, z zdravjem iz narave. In zdaj mogoče za vse tiste, ki pa vseeno iščete neke rešitve kot prehransko dopolnilo, pri meni na spletni strani lahko dobite trojček, in sicer poiščete karotenoid, flavonoid in kruciferus. srečnoživljenje.si. No, v glavnem, to so trije izdelki in korenček paprika paradižnik, to je v karotenoidih, potem brusnice, robidnice, borovnice se nahajajo v flavonoidih in kruciferus, to so pa zelena barvila. Tako da to je pa takrat, ko je treba močno dvigati imunski sistem, ko telo dela povsem po svoje in ga je treba v bistvu resetirati. Tudi takrat, ko se sesuje imunski sistem. Tako da ja, glejte, narava je zakladnica. Poberite iz narave to, kar nam daje. Zelišča so tukaj zato, da jih poberemo. Čas je, da se začnemo spet vračati nazaj, da se naučimo prepoznavati ključna zelišča. In prav rman, recimo rmanov čaj, je izreden tudi sam po sebi za čiščenje jeter, ker to je fina metelca za naše notranje organe. Tako da, glejte, dajte si nabrati to, pripravite si zvarke in boste videli, vaše telo vam bo res hvaležno. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi.